Slišali smo dolgo obrazložitev, zakaj ste postali častni občan mesta Maribor. Slišali smo tudi, da imate že veliko nagrad v svoji zbirki. Ima ta morda kakšno posebno vrednost za vas? To je nagrada za moje življenjsko delo. Danes sem star 82 let in to moje delo se počasi izteka. Čeprav sem danes še sedel v ambulanti, ker enostavno v Mariboru ni otroških zdravnikov, pa sem moral iti delati, kljub tem vem, da to ne bo več zelo dolgo trajalo. In kmalu bo to lepo življenjsko delo tudi zaključeno. Ko sem bil mlad zdravnik, sem imel strašne težave z staleži, z bolniki, ko nisem vedel v tistih časih, ali mi lažejo, ker nočejo delati, ali so res bolani. Kasneje, oziroma kmalu za tistim, sem pa spoznal otroke. Otroke sem od nekoč rad imel, dobil sem svoje otroke in ta ljubezen do otrok me je potem vezala na to, da sem vso življenje ostal otroški zdravnik, vmes pa tudi, recimo tam v 80 letih, 30 let na Pohorju, na Šmartnem na Pohorju, sem bil splošen zdravnik v splošni ambulanti, pa je tudi še šlo. Se je delo otroških zdravnikov v zadnjih letih morda kaj spremenilo? Delo se je spremenilo. Spremenili smo se mi, zdravniki, in spremenili so se tudi starši. In logično, da v novih življenjskih pogojih, ki so bistveno drugačni kot oni pred 50 leti, je tudi delo med zdravnikom in starši in potem vmes še otrokom bistveno drugačne. Danes starši več vedo, kot so vedeli nekoč. Danes starši več zahtevajo od nas, kot so zahtevali nekoč. In danes prihaja tudi pogosteje do kakšnih konfliktov, ampak mislim, lahko rečem, kljub tem milijonov, o katerem sva prej govorila, da ste jih vsaj pregledal v svojem življenju, jaz enkrat nisem imel enega resnejšega konflikta. Mi se v Mariboru niti ne zavedamo velikokrat, koliko ljudi imamo, ki so svetovno znanega formata, tako na področju znanstvene sfere, gospodarstva, tudi zdravstva, kulture. Vendar velikokrat ne znamo spoštovati njihovega dela. Kot smo slišali danes častnega občana, ni naloga samo slehernega občana, da pride iz službe domov in da ne razmišlja o svojem mestu. Če imaš mesto rad, potem tudi razmišljaš o tem, kako in na kakšen način lahko pomagaš mestu, kateri je tisti mozaik, na katerega lahko stopiš in pripomoreš z svojo aktivnostjo, da bo ta slika tega našega mesta popolna. In jaz sem prepričan, da je komisija dobro opravila svoje delo, mestni svet sprejel dober predlog in da so si vsi nagrajenci zaslužili svoje nagrade. In da smo tudi lahko prepoznali v tistem delu, kjer sam nagradim, tudi našega svetovno znanega umetnega kovača iz Maribora. Kakšne kriterije je upoštevala komisija pri svoji odločitvi? Komisija je upoštevala predvsem kriterije zaslužnost v mestu Maribor, dolgoletno delo na področju raziskovalne dejavnosti, pedagoške ustvarjalnosti in pa tudi v mednarodnem prostoru. Kako težek je bil pa izbor letošnjega leta? Naj povem, da je komisija soglasno izbrala, se pravi predložila sklepe za vse letošnje dobitnike zlatega grba, srebrnega in bronastega in tudi za listine mesta Maribor. Za častni občan mesta Maribor pa tako bilo že dorečeno.